Klavdija in Carlitos sta bila tole svojevrstna napoved tudi dogajanja ob koncu tega tedna v Mariboru, namreč ta bo v znamenju ritmov salse. Zgodil se bo že 9. salsa kongres, več o tem z organizatorjem Brankom Padjanom. Branko, dobro jutro. Dobro jutro. V 9. izdaji kaj prinaša salsa kongres v Mariboru? V 9. salsa kongresih smo zdaj že 3. v Mariboru. Naj povem, da v bistvu ostane koncept enak. Ljudje se učijo na delavnicah, čez cel dan, vmes imamo malo časa za kosilo in potem zvečer vse tisto, kar se naučimo na delavnicah, tudi praktično preizkusimo na zabavah. Kakšno je zanimanje za salso pri nas? Konec koncev prihajate tudi iz plesne šole, ki redno in uspešno poučuje od najmlajših do najstarejših. No, hvala lepa. Zanimanje je kar veliko. Letos naj povem, da smo na salsa kongresu dali malo večji poudarek kubanskemu stilu. Lani smo imeli malo večji poudarek liniji in zanimanje je veliko. Naj povem, da prijave kar dežujejo in zdaj nam je že počasi strah, da bo plesna šola roli malo premala, ampak bomo poštimali. Klavdija in Carlos prihajata iz sosednje Avstrije, tam namreč živite, drugače oba izvirata iz Latinske Amerike. Klavdija, question for you. You've been working with music, with singing for many, many years. Why music? Why dancing? Why singing? Naja, ich habe es sehr lang geträumt, tanzen, singen und naja, ich habe es geschafft. Klavdija torej pravi, da je dolgo sanjala o plesu, petju in da so se dejansko na tak način tudi njene sanje uresničile. Namreč noben od njiju ni profesionalni plesalec, kot bi lahko rekli tekmovalni plesalec, pa vendarle se zelo profesionalno s tem ukvarjata. Carlitos, you're 61 years old. Dancing keeps you young? Ja, mit 61 Jahren. Es ist noch eine lange Weg. Und Tanzen ist Leben, ist Gesundheit. Carlitos je namreč star 61 let in pravi, da ga ravno ples ohranja mladega. Koliko je seniorjev, ki se ukvarjajo s salso? Vse več. Naj povem, da je zdaj tista neka sramežljivost pri ljudeh, kot mi pravimo, starejših mladincih popustila in ljudje tudi plešejo, se tudi pokažejo. Tako da pri nas v plesni šoli roli imamo tudi kakšne skupine. Za Carlita se je povedal, da je tudi inštruktor salse, posebej specializiran za kolumbijsko salsko, s katero iz Kolumbije namreč tudi prihaja. In pri nas bomo letos imeli kar enih 16 inštruktorjev, pol je domačih, pol jih je s tujine, tako kot sem povedal, pa prevladujejo Kubanci. Kot rečeno, se začenja vse skupaj v petek, soboto, nedeljo, polno dogajanja. So prijave še možne ali ste že polni? Prijave so še možne. Prijave zdaj v zadnjem času predvsem dobivamo za zabave, tudi za delavnice. Delavnice so v plesni šoli roli, zabave pa so v festivalni dvorani Lent, tako da v petek in soboto vljudno vabljeni vsaj mogoče pogledati na kakšno zabavo. Ravno zabave so po svoje zelo interesantne. Naše gledalke in gledalci že vidijo tudi nekaj utrinkov iz njih. Namreč tam prihajajo tudi tisti, ki se ne udeležujejo samih delavnic, pa bi radi preizkusili nekako svoje znanje na takšen sproščen način. Ja, enostavno moramo Slovenci, če se pogovarjamo o nas Slovencih, nekako popustiti zavore, po možnosti tudi brez alkohola in enostavno zaplesati, ne. Če plešemo, potem se spodbudijo hormoni sreče, potem nam je lepo in potem smo happy. Pa smo Slovenci trdi, kar se plesa tiče? Vse manj. Vse manj in vse več ljudi se preizkusi v plesu in to je en zelo, zelo dober znak. V čem pa je sploh čar salse? Za nas, Evropejce, mi predvsem občudujemo karibsko sproščenost in se ji poskušamo približati. Včasih to mogoče izgleda tudi smešno, ampak poskušamo doseči to sproščenost in to spontanost, ki jo pač vidimo pri ljudeh iz karibskih držav. Prej sem omenil hormone sreče, nasmehe, sproščanje. Namreč Maribor bo že jutri, to še pravi, da že pred petkom, preden se začne kongres salse, v znamenju biti happy, biti srečen. Namreč sodeluje vaša plesna šola tudi pri projektu Happy Maribor, Srečen Maribor. Tu moram povedati, da se deluje cel Maribor. Zadeva se je rodila v petek zvečer, jaz se že slačim, da pokažem ljudem, da smo happy.
In v četrtek bomo, vsak dan potekajo snemanja, včeraj so se že začela, danes so bila snemanja že ob 6:30 zjutraj, trajajo do poznega večera. Namreč ideja je narediti happy spot, kjer bi prikazal nas Mariborčane, da smo happy. Jaz mislim, da je to v tem trenutku najboljša možna terapija za nas Mariborčane, da pridemo malo k sebi, kot bi temu rekli, da pokažemo, da smo tudi happy, ne pa samo zagrenjeni. Treba pa je povedati, da sta tukaj dve organizatorci, ena je Lenja in pa Nina, ki sta v petek zvečer na Facebooku rekli, zakaj pa mi tega ne bi naredili. In vsi Mariborčani vabljeni na trg Leona Štuklja, jutri ob 4, kjer bomo pokazali, kako happy znamo biti Mariborčani. Tako tudi koreografija je zelo preprosta, v tem trenutku jo tudi že vidimo na našem zaslonu. Namreč gre za, lahko rečemo, poustvarjanje spota znanega ameriškega glasbenika. Ja, nismo Mariborčani si to zmislili, ampak po vzoru Splita, naprimer, smo se odločili, da naredimo ta spot. Te korake je možno najti na internetu, se jih vsi naučimo, so zelo enostavni, zelo prilagojeni vsem. NAFA je nekako postavil to koreografijo in še enkrat pravim, vsi sodelujemo, vsi to delamo brezplačno. Maribor, zbudi se in pridruži se ob 4 na trgu Leona Štuklja, jutri v četrtek. Tako ob 16, torej jutri na trgu Leona Štuklja, tudi vsi tisti firbci, ki jih zanima, verjamem, da jih boste tudi zraven potegnili. Sigurno, nihče absolutno. ne bo ostal, Absolutno. da ga pete ne bi zasrbele. Če se še vrnemo nazaj k samemu kongresu salse v Mariboru, zanimanje, kakšno je, res da so prijave še odprte, bi je iz Slovenije, glede na to, da ležimo ob meji, da gostje prihajajo tudi iz tujine? Vse več ljudi prihaja iz tujine. Lani, ko smo bili v Termah Olimia, je bilo izredno veliko ljudi iz Avstrije. Letos, zdaj ta trenutek še nimam točnih podatkov, namreč naša ekipa je kar velika, rad bi se v tej priložnosti tudi zahvalil celi ekipi. In točnega pregleda si še zdaj ta trenutek nisem ustvaril, tako da še čakam na konkretne podatke. Ampak, ko rečemo salso, ni to samo salsa. Treba je vedeti, da so to tudi v tem besedici salsa skriti plesi, kot je na primer bachata, kot je kizomba, kot je semba, kot je merengue, ki ga odlično obvlada gospod Carlitos. To je cel kup plesov in zmeraj odkriješ nekaj novega. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila, uspešno izpeljavo salsa kongresa, uspešno delo plesne šole Roli še naprej. In Slovenci bodimo happy. Morda za konec samo še to, nekaj časa že govorimo ali pa vemo o zapletih pri plesni šoli. Boste ostali v Melju ali? Ja, mi ostajamo v Melju, trudimo se, časi so težki, vsi odplačujemo take ali drugačne kredite, tako da trudimo se, da ostanemo prisotni, tako kot smo zdaj že 25 let. Tako, in kot rečeno, od petka dalje kongres salse v Mariboru, že jutri pa tudi snemanje happy video spota na trgu Leona Štuklja v Mariboru. Od 16 ure dalje vsi fripci in vsi tisti, ki vas radi zasrbijo pete, ste vsekakor vabljeni tja.